Lepo pozdravljeni v oddaji Smo dobri gospodarji, že 850. po vrsti. Nocoj razkrivamo, katera je najhitreje rastoča dolenjsko-posavska gazela. Obiskali smo še jubilejni 50. obrtni sejem v Celju. Odpravili pa smo se tudi v srednješolski svet raziskovanja. Najprej pa začnemo pri gazelah. V boju za naslov dolenjsko-posavske gazele sta bili letos med nominiranimi podjetji kar dve šentjernejski, Boz Grubar in Iskra Pio, ki je sodelovala že lani, konkurenco pa ima je delala še Adria Dom iz Črnomlja. In prav slednja je postala dolenjsko-posavska gazela 2017. V šolskem centru Novo mesto, največji izobraževalni ustanovi v državi, so regijski naziv gazele za najhitreje rastoče podjetje v dolenjsko-posavski regiji podelili črnomaljskemu podjetju Adria Dom. Letos avgusta so obeležili 15-letnico delovanja, podjetje zaposluje 214 ljudi in je del skupine Adria Mobil. Dejansko je to rezultat, potrditev tudi zunanja našega izjemno trdega, predanega dela, naših sodelavcev. Podjetje je specializirano za razvoj in proizvodnjo mobilnih hišic in razkošnih mobilnih šotorov Glamping. V zadnjih 3 letih so rast prodaje povečali za 45%. Samo lani so tako ustvarili 24,7 milijona evrov prihodkov od prodaje. Dejansko je trg počitniških enot že zelo zrel. V zadnjih 10 letih je izjemna rast bila beležena, tako da mi smo strateško usmerjeni že na druge trge, razvijamo hišo za celoletno bivanje za zahodnoevropski trg, ker se dobro zavedamo, da v prihodnosti ne bo mogoče prodajati takšnih količin. V zadnjih 10 letih so proizvedli več kot 10 000 mobilnih hišk. Lani pa začeli z linijo glamping šotorov. Glavne konkurenčne prednosti podjetja so strokovno znanje, timsko delo, inovativnost, visokokakovostni izdelki, izkušnje in 50-letna sinergija znotraj skupine Adria Mobil. Mi smo vodilni na jadranski regiji, kjer je tudi naš domicilni trg, kamor največ prodamo. 80% prodamo na italijanski in hrvaški trg, ostalih 20% pa sedaj orjemo ledino, da prodajamo tudi drugam. Uspeha podjetja ni brez prizadevnih zaposlenih, se dobro zaveda tudi Andraž Rumpret, prvi mož šentjernejskega podjetja Iskra Pio, ki je bilo letos že drugo leto zapored med nominiranci za regijsko gazelo. Ni vsak nominiran, pa da so lahko tudi sodelavci ponosni, da so v naši firmi, pa da tudi kupci vidijo, da imajo opravka z resnim podjetjem. Iskra Pio je edini slovenski proizvajalec najzahtevnejše industrijske opreme za čisto in čistilno tehnologijo za raziskovalne inštitute, medicinske ustanove, farmacevtska podjetja, lekarne in druge kupce. Lani je ustvarilo 10,6 milijona evrov prihodkov, zaposluje pa že 110 ljudi, večinoma visoko izobraženih. Prvi mož podjetja, Andraž Rumpret, potrjuje, da je poslovno okolje v vzponu in da napovedane projekcije gospodarske rasti dejansko držijo. Je pa tudi to, da nam enostavno, tudi promet raste, hkrati je vedno več naročil, pa s tem, da se tudi kupci vedno bolj odločajo za kompleksne rešitve, za izdelavo na ključ, da recimo kot manjše podjetje danes ne bi mogli imeti več uspeha oziroma ne bi mogli prevzeti tudi tolikšnih projektov, kot jih delamo zdaj. Da so pač projekti večjih vrednosti, vseeno potem moraš dati neke garancije in zdaj, če se to pač manjše podjetje, takih projektov se enostavno ne moreš lotiti, ker so preveliki že zaradi obsega in tudi zaradi tveganja. Zato so v podjetju med drugim poleg prodaje okrepili in ustanovili lasten razvojni oddelek, kar se že kaže kot prava odločitev, dodaja direktor. Je pa Rumpret precej kritičen do našega izobraževalnega sistema. Ta šolski sistem razvrednotil na ta način, da so pač šole plačene po glavah, oziroma po številu dijakov ali študentov. Vsej njih je za razumeti, ker tudi jaz bi ravnal tako, če pač bi bil to vir prihodka.
Samo potem, ko smo pa na strani uporabnikov teh storitev, je pa potem drugo stališče. Pač pričakuješ, da bo nek magister nekaj znal, da bo diplomiran inženir obvladal to in to, potem pa vidiš, da pač to ni čisto tako in da ga je treba še zelo veliko naučiti tudi teorije, ne samo prakse. Občina Šentjerne je podjetniško naravnana. Iz te dolenjske občine je tudi drugi letošnji nominiranec, družinsko podjetje Boss Grubar. Podjetje je bilo ustanovljeno že leta 1995, zaposluje 17 ljudi, lani pa so ustvarili za 1,77 milijona evrov prihodkov. Specializirani so za izdelavo naprav, linij in orodij za proizvodnjo široke porabe in namensko proizvodnjo. Mi imamo stroje po celi Evropi in državah bivše Jugoslavije. Zdaj se pripravljamo v naslednjem letu tudi v Mehiko. Njihovi kratkoročni načrti so zelo ambiciozni. Računamo nekje na 13% rast zaposlenih na leto in nekje 20% rast prometa. Kar je potrditev, da so hitro rastoča podjetja gonilo razvoja v lokalni skupnosti. Lokalna skupnost v tem primeru mora zagotoviti ugodno poslovno okolje v smislu dobre infrastrukture in priprave prostora. S tem pa lahko privabimo nova podjetja in v regijo tudi tuje naložbe, še dodaja Kekec. Vendar brez povezovanja gospodarstva in ustanov znanja ter vključevanja mladih v poslovne procese v prihodnje ni mogoče pričakovati nadaljnega razvojnega preboja. V šolskem centru Novo mesto to počnejo že več kot 3 desetletja. Šolski center Novo mesto resnično vzorno in dobro sodeluje z našimi podjetji, podjetniki, obrtniki in v bistvu lahko rečemo, da smo na skupnem na isti poti k istemu cilju. Uspešnemu gospodarstvu, tega pa ni bez dobrega strokovnega kadra. Skratka, mi se trudimo skupaj z njimi, da zagotavljamo ta ustrezni strokovni kader. Današnji sistem izobraževanja je pa tak, da tudi praktični pouk teh programov se izvaja v realnem okolju pri njih, tako da smo sodelavci skupaj pri vzgoji teh mladih v njihove cilje, njihove poklice. Kar je za podjetja preverjeno prava usmeritev. Da postajajo prepoznavni pri tistih, ki jih sami najbolj potrebujejo. To so mladi, kadri, talenti, inženirji. 100 najhitreje rastočih podjetij Dolenjsko-Posavske regije je po indeksu rasti prodaje v letih 2011-2016 ustvarilo 1184 novih delovnih mest. Iz Dolenjske pa na Štajersko. Letošnji jubilejni 50. mednarodni obrtni sejem v Celju je bil poln presežkov, kot se za jubilej spodobi. Veliko obiskovalcev, številni razstavljavci od blizu in daleč, strokovne in obsejemske dejavnosti ter prvič v zgodovini sejma država partnerica, to je bila Hrvaška. Med osrednjimi sejemskimi poslovnimi dogodki je bil zagotovo Slovensko-Hrvaški forum. Pomembno organizacijsko in vsebinsko vlogo pri njegovi izvedbi pa je med drugimi organizatorji dodala tudi Obrtno-podjetniška zbornica Krško. Ko se podjetja spogledujejo z internacionalizacijo, se običajno prvič odločijo za sodelovanje z državo, ki je najbližje. Zato ne preseneča, da je bila letos to prav Hrvaška. V zadnjem času je gospodarsko sodelovanje med državama v vzponu, saj narašča iz leta v leto, po odstotku prisotnosti podjetij na hrvaškem tržišču pa se v sam vrh uvršča Posavska regija. Zato tudi ne preseneča, da je na letošnjem jubilejnem 50. obrtnem sejmu v Celju pomembno vlogo odigrala prav Krška obrtno-podjetniška zbornica. Politični odnosi med državama so v tem trenutku precej zaostreni, a sejem je potrdil, da gospodarstvo razmišlja popolnoma drugače. Biznis, ne glede na politiko, dobro sodeluje že vsa leta in upamo in verjamemo, da bo tudi politika na tak način začela nekdaj sodelovati med sabo. Prisotnost najvišjih političnih predstavnikov Slovenije in Hrvaške na prvi dan obrtnega sejma v Celju je bilo dobro znamenje v političnem zbliževanju stališč. Žal se je pozneje izkazalo, da je bila ta namera bolj kratkotrajna. Sodelujemo s sosednjimi državami, imejmo odprte meje, ki so dobre stvari in bodimo vsi
usmerjeni v razvoj v prihodnost, kajti Slovenija, regija, Evropa mora iti v to prihodnost skupaj. Ove zemlje naravno bilježe i respektabilan tijek direktnih investicija, kako slovenskih u Hrvatsku, tako i hrvatskih u Sloveniji. Od trgovine preko prehrambeno-prerađivačke do metalo-prerađivačke industrije. Slovenija je naravno i važno emitivno tržište za hrvatski turizam. Vsled povedanega so si najvišji politični predstavniki obeh držav in gospodarstveniki z obeh strani meje združeno ogledali paviljon države partnerice sejma Hrvaške. Osrednji poslovni dogodek letošnjega jubilejnega celjskega sejma je bil Slovensko-hrvaški poslovni forum, na katerem so udeleženci poudarili pomembnost sodelovanja držav na gospodarskem področju. Še posebej so izpostavili, da je to zgledno, kar bi bil lahko model tudi za druga področja. V lanskem letu smo na področju trgovine naredili 4 milijarde 640 milijonov evrov, od tega bilo blagovne 3 milijarde in pol, storitvene milijardo in nekaj. Hrvaška je naša soseda, kamor je slovensko gospodarstvo največ vlagalo. Mislim, da nekaj čez milijardo 600 milijonov. Strahovito rastejo hrvaške investicije v Sloveniji, ki jih je bilo do lanskega leta, mislim, da 926 milijonov. Tudi številke v prvih 7 mesecih letošnjega leta so, lahko rečem, fantastične. Blagovna menjava je za 14% višja kot leto poprej in vse to jaz jemljem kot en temelj, iz katerega moramo izhajati in nadgraditi vse naše odnose naprej. In jaz verjamem, da ga ni junaka na eni ali pa na drugi strani, ali pa usijane glave, da tako rečem, ki si bo upal drezniti v tako dober gospodarski temelj. Na vas je, da to gospodarsko sodelovanje nadgrajujete, na nas, ki smo zdaj eni dalj časa, drugi bolj začasno v politiki, pa je, da ustvarjamo pogoje, da boste vi lahko bolj uspešni. Verjamem, da obrtniki in podjetniki ne poznamo, toliko se ne spoznamo na politiko, spoznamo se pa na delo, spoznamo se na svoje storitve, tem smo dobri in s tem se tudi povezujemo in s tem bomo tudi nadaljevali. Seveda pa mnogokrat nam politiki zagrenijo življenje skozi politiko. Zato želimo, da politiki tako na eni in drugi strani nekako spredvidejo, da potrebujemo takšno politiko, katera bo oboje stransko, da se bo znala dogovoriti, da bo dobra za državljane Republike Hrvaške in Republike Slovenije. Organizatorji so na forumu pripravili 2 okrogli mizi. Prva je potekala na temo energetske obnove, priložnosti za gradbeni sektor v Sloveniji in na Hrvaškem. Hrvaška je v sistem energetskih obnov, financiranih iz evropskih sredstev, prišla šele letos in prav zato so izkušnje slovenskega gradbenega sektorja še kako uporabne in koristne. Druga okrogla miza je bila namenjena razpravi o komunalni infrastrukturi, ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami. V zanimivi razpravi je Jože Leskovar, predstavnik krškega komunalnega podjetja Kostak, hrvaške kolege opozoril na pasti in jim svetoval premišljeno odločanje o gradnji centrov za ravnanje z odpadki. Na Hrvaškem jih nameravajo zgraditi 11. Zanimiv je bil tudi pogovor glede novodobne ekonomije, delitvene ekonomije, s katero se obe državi v zadnjem času srečujeta predvsem na področju prevozov. Delitvena ekonomija hočeš nočeš vstopa v naše življenja tudi na področjih, kot so nastanitve, turizem in še kje. Bo pa seveda potrebno rešiti dileme, ki smo jih danes odprli in ki jih imajo sosedje Hrvati, predvsem kar se tiče tega Uberja in te nelojalne konkurence, ki se pri njih dogaja, da seveda ne bo tudi pri nas, ker ta segment naših članov, predvsem majhnih, je izredno občutljiv in vkolikor ne bomo to ustrezno uredili na državnem nivoju, zna biti tudi kakšna težava za posebej te manjše občutljive gospodarske subjekte. Krški obrtniki in podjetniki, člani Krške obrtno-podjetniške zbornice, so v Celju na jubilejnem obrtnem sejmu razstavljali na skupnem razstavnem prostoru z zagrebškimi kolegi. Kar samo potrjuje že slišano, da gospodarski subjekti iz Slovenije in Hrvaške zgledno partnersko sodelujejo.
Za konec tokratne oddaje pa še v svet raziskovanja. V novomeškem farmacevtu so podelili že 47. Krkine nagrade za srednješolske raziskovalne naloge. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši. Letos so prijavili kar 29 nalog, kar je največ doslej. Na slovesnosti, na kateri so prejemniki nagrad svoje naloge tudi predstavili, sta predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in član Krkine uprave, direktor razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik sveta sklada Krkinih nagrad Aleš Rotar 28 dijakom podelila Krkine nagrade za 13 raziskovalnih nalog. Za spodbudo pri njihovem nadaljnjem udejstvovanju na raziskovalnem področju pa so 30 srednješolcem, avtorjem 16 raziskovalnih nalog, podelili Krkina priznanja. Pri tem smo seveda zelo ponosni na to, da so Krkine nagrade bile prva taka možnost, ki je bila dana mladim raziskovalcem in danes seveda smo, mnogi krkaši tisti, ki smo to pot prehodili. Ta nagrada je za nas vse tri zelo posebna, zaradi tega, ker smo iz športnega oddelka gimnazije Novo mesto in smo mogli nekako uskladiti športne aktivnosti z šolskimi aktivnostmi in s to raziskovalno nalogo. Zdaj, ta raziskovalna naloga nam je res veliko časa vzela, ampak glede na to, da nas je vse tri to zelo zanimalo, nam je ratalo čez prijeto in smo vse tri zadovoljne zelo z rezultatom, ki je prišel. Zelo sem počaščena, bi prvo rada poudarila, da sem to nagrado prejela. To je nagrada za moj poplačan trud, ki sem ga preživela v laboratoriju popoldneve, vse večere, ter pa to je tudi potrditev, da sem na pravi poti. V Krki se že od ustanovitve podjetja zavedajo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato je glavno poslanstvo Krkinih nagrad spodbujati mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti. Meni se zdi, da če se mlad človek zanima za nekaj, pa tako kot mi vsi, ki smo se potrudili, ki smo napisali raziskovalno nalogo, da je tu nek občutek prepoznavnosti, še posebej strani Krke. Meni se zdi, da je to zelo pomembno, da se mlade ljudi nagrajuje. Ja, v bistvu je kot ena super odskočna deska tudi za prihodnost. Se mi zdi, da nam odpira veliko novih priložnosti. Poleg tega je bila pa ena krasna izkušnja, ki si jo bo sigurno zapomnila za vedno. Pomembno je, da raziskovalno dejavnost spodbujajo že na srednjih šolah. Ja, v starih časih so rekli, da se veja krivi, ko je mlada. To sicer ni krivljenje vej, nasprotno je kazanje možnosti za nadaljnji razvoj vsakega mladega človeka, njegovo orientacijo v prihodnosti. Seznam sodelujočih srednjih šol je vsako leto daljši, nekatere šole pa že vrsto let gojijo kulturo raziskovanja. Vsekakor moram izpostaviti drugo gimnazijo v Mariboru, novomeško gimnazijo, potem biotehniški center iz Ljubljane in gimnazijo Vič Ljubljana. Veseli jih dejstvo, da kakovost raziskovalnih nalog vsako leto raste. Moram reči, da letos smo prvič soočeni z razpisom, na katerega so se prijavile dejansko vse naloge, ki imajo eksperimentalno delo vključeno v svojo vsebino. Ja, srednješolci moram reči, da se spopadajo z širokim naborom tem, od kemije, analizne kemije, biotehnologije, pa tudi sorodnih področji, ki se zelo blizu navezujejo, kakor je recimo veterina ali pa živilska tehnologija. V procesu raziskovanja je ključnega pomena timsko delo, sta poudarila mlada nagrajenca Tjaša in Benjamin. Zato, ker ena oseba ne more vsega vedeti, težko naredi več dela, pa treba je delati tudi dosti hitro, tako da če si del razdeliš, skupaj pač več narediš. Katera pa so glavna merila, po katerih v znanstvenem odboru ocenjujejo raziskovalne naloge?
Danes v tem času ključno, ki pridonaša k oceni, je seveda izvirnost raziskovalne ideje, izvirnost delovne hipoteze, kakovost eksperimentalnega dela, kakovost potem razprave in seveda sposobnost kandidatov povezovati svoje rezultate z rezultati objavljeni v literaturi. Področju razvoja in raziskav v Krki namenjajo izjemno veliko pozornosti in sredstev, in sicer približno 10% vrednosti vsakoletne prodaje. Pri nas na prek 180 projektih deluje več kot 600 sodelavcev, saj se zavedamo, da so novi izdelki, nove tehnologije nujno potrebni za ohranjanje in dvig naše konkurenčnosti na vseh naših mednarodnih trgih. Obenem so izrazili priznanje tudi mentorjem, saj so prav ti tisti, ki dijakom približajo raziskovalno delo. 6 so tako podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakom pri raziskovalnem delu. Nagrajenci pridejo, odpredavajo in gredo po svoji poti. Nekateri se vrnejo na univerzitetni stopnji, nekateri kasneje pridemo tudi delati v Krko. Mentori so pa tisti, ki ostajajo. Oni so vez med nami in med temi mladimi generacijami. Oni so tisti, ki jih pri tem usmerjajo, spodbujajo, motivirajo in ne nazadnje ponujajo tudi tisto prvo strokovno pomoč skupaj z drugimi specializiranimi inštitucijami kasneje, da take naloge uspešno zaključijo. Opažam že vsa leta, da so mladi zelo zainteresirani, zelo ustvarjalni in pripravljeni delati. Vloga šolskega mentorja je pa ustvarjanje priložnosti. In seveda, če imaš neke primere, na začetku je težko dobiti tudi morda povezave z zunanjimi mentorji, ker po končni fazi gre za prosti čas raziskovalca, za prosti čas šolskega mentorja, predvsem pa zelo veliko prostega časa mladega, nadobudnega dijaka. Če včasih mlademu človeku pustimo, da tava, da ga ne usmerimo, potem se mogoče lahko izgubi in ne izkoristi vseh svojih potencialov. Tako da jaz sebe vidim predvsem kot spodbuda, da jim včasih pomagam poiskati pravo pot, da raziskujejo. Ne? Vsaka naloga je svet zase. Ena naloga prinaša gromozansko veliko veselja, druga malo več skrbi, pa različno. No? Je pa vsaka zgodba zase, iz vsake se ogromno tudi jaz naučim. Jaz bi rekla, da je raziskovalno delo verjetno ena najžlahtnejših dejavnosti, ki jih v srednji šoli počnemo. Žlahtna je za obe strani, za mentorje in za dijake. To je ena od tistih stvari, ki ohranja to, k čemur pravzaprav v šolah težim. Da spodbujamo radovednost, kreativnost, vedoželjnost in to na obeh straneh, na strani dijakov in tudi na strani mentorjev, zato ker se tudi mi moramo ves čas nekaj učiti. Jaz s svojimi dijaki zelo veliko tekmujem tudi v tujini in morda se mi bo zdaj tola izjava maščevala, ampak Krkine nagrade izkazujejo izjemno spoštovanje do mladih, velikih umov, ki to morda kje drugje manjka. Na izjemno vlogo mentorjev opozarjajo tudi mladi raziskovalci. Verjetno si tudi sama ne bi spravila nekako delati naloge, če ne bi imela mentorice. Poleg tega me je pa tudi predajala veliko znanja, pa tudi prebila veliko časa z menoj v laboratoriju. Tako da je zelo velika vloga mentorjev. Mladi imajo veliko idej, ne? In ravno v tem obdobju so te ideje mogoče niso še tako ukalupljene. In recimo Krka, ki spodbuja mlade ljudi tudi s temi svojimi nagradami, je zagotovo en dober stimulator v našem okolju, ker se tudi potem raje odločajo za raziskovalno delo. In kot sporočajo mladi raziskovalci, tudi če gre kaj narobe, ne gre obupati, kajti ves trud je enkrat poplačan in še toliko bolj sladek. To so bile tokratne teme gospodarske oddaje, ki si jih lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Nas videnje čez teden dni. Srečno!